Na Brdu pri Kranju se je odvijal tradicionalni sprejem ob dnevu invalidov za vse predstavnike invalidskih organizacij, ki so jih organizirali predsednik države Borut Pahor, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednik vlade Robert Golob. Zbrane sta na začetku nagovorili Leja Kovač, podpredsednica Sveta za invalide Republike Slovenije, in Mateja Toman, predsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Nato je predsednik države Borut Pahor slavnostno nagovoril vse predstavnike invalidskih organizacij. Mednarodni dan invalidov je zame vedno bil več kot samo nek dan, tudi popularen dan v letu, ki je posvečen seveda za invalidnost. Ker poteka prav na začetku meseca lepih želja in tihih pričakovanj, je hkrati čudovita priložnost, tako službena kot intimna, tudi zato, da se skupaj oziramo v prihodnost in si glede teh pričakovanj prisluhnemo. Slovenija pri upoštevanju mednarodnih zavez glede pravic invalidov sicer ne zaostaja za najrazvitejšimi državami. V zadnjem času so bile sprejete tudi nekatere pomembne zakonske rešitve, pa vendar v preteklosti, kot sta obe govornici že povedali, ni bilo uresničeno, kakšenkrat tudi navkljub obljubam in ni šlo vse gladko brezproblemno. Zato je prav, da na napake in težave številni posamezniki, zlasti pa društva in združenja invalidov tudi nenehno opozarjate in danes je primeren dan, ko upamo, da bodo vaša opozorila dosegla tudi širša javnost. Tako počasi vendar ne vsi dojemamo, razumemo, da je pravi obraz države samo tisti, ki ga seveda, kako tudi rečemo, kaže do posebej ranljivih skupin in ljudi. Rad bi pozdravil prizadevanje varuha človekovih pravic in z vsakoletnimi priporočili glede položaja in pravic invalidov opozarja vse državne organe in institucije te napake in težave. To počne tudi pristojna komisija v državnem zboru, predsednica državnega zbora. Prav tako bi izkoristil priložnost, da bi se zahvalil zagovorniku načela enakosti, ki med drugim ugotavlja, da se še danes pravzaprav ta hip pri gradnji pomembnih javnih objektov dogaja, da ni urejen dostop za invalide. Diskriminacija zaradi invalidnosti je nedopustna in biti mora takojšen odziv, postati družbeno nesprejemljiva in tudi to se je prav v teh dneh tudi zgodilo. Predvsem bi rad poudaril, da moramo vsi na prvo mesto vedno iznova postaviti dostojanstvo. To je bila vedno ena od vaših pomembnih zahtev, poudarkov. Dostojanstvo, ki se ga vsako zasluži in ki pripada vsakomu brez izjeme. Tisti, ki so že sicer prikrajšani zaradi različnih posebnih okoliščin, pa krivice nespoštovanja občutijo še bolj kot drugi. Na nas je, mislim, da obveljani splošen čustveni in politični konsens, da se to ne sme dogajati. Osebno sem bil zelo vesel, da sem imel možnost podeliti jabolka navdiha številnim, posebej navdihujočim med vami, nazadnje pred dnevi, na dan slovenskega znakovnega jezika 14. novembra, katerega uvedbo smo vse institucije z veseljem podprli na predlog Zveze društev gluhih in naglušnih iz leta 2014. Skupaj smo se 27. maja lansko leto veselili rezultata naših skupnih prizadevanj za vpis slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo. Tukaj bi se rad posebej zahvalil državnemu zboru. To je bil posebej pomemben dan, saj sprejeta ustavna sprememba predstavlja posebnost v pravni teoriji in praksi tako v Evropi kot v svetu. Hvala vsem, ki vam pomagajo doma ali v posebnih ustanovah, društvih in združenjih, odločevalcem, ki vedo, zakaj je nujna posebna počutnost in skrbnost pri sprejemanju in uresničevanju zakonodaje, in vsem vam, ki ste tudi v imenu tistih, ki niso mogli ali zmogli, prišli danes na Brdo, da skupaj počastimo vaš in naš dan.
Naj vam izrazim moje najboljše želje ob bližajočih se praznikih in srečno v letu, ki prihaja. Hvala za vašo pozornost. Dolžnost države oziroma oblasti v državi je, da poskrbi, da so invalidi vključeni v družbo in to na vseh možnih področjih enakopravno kot vsi zdravi ljudje. To se pravi, da se aktivno udejstvujejo v svojem poklicnem življenju, v svojem zasebnem življenju, da so ustvarjalni, da se ukvarjajo s športom in to pomeni, da jim moramo mi dostop do kvalitetnega življenja omogočiti. Prav je, da invalidi opozarjajo, kje so manjki, kje bi se lahko izboljšala zakonodaja ali pa kje je potrebno zakonodajo začeti izvrševati ali sprejeti kakšne druge ukrepe, da bodo invalidi se počutili vključene v družbo tako, kot je potrebno in kot si v bistvu pravzaprav vsi želimo. Gluhi in naglušni so dobili pravico, ustavno pravico oziroma pravico, ki je sedaj zapisana v ustavo, do svojega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih. Vendar kljub temu potrebujejo tudi ustrezne podnapise oziroma podnapisovanje, da bodo lahko enakovredno, enakopravno, to se pravi na enakem nivoju, spremljali vse oddaje na televiziji. Ena od teh stvari je na primer podnapisovanje sej Državnega zbora. Tudi gluhi želijo, oziroma naglušni, tudi recimo tisti, ki ne znajo znakovnega jezika, želijo to spremljati, pa sedaj ne morejo. In tukaj recimo je ena stvar, ki jo Državni zbor lahko naslovi. Seveda se ob tem zavedamo, da to simultano, recimo podnapisovanje sej je lahko tudi težava, če ne pride do pravega pomena, namena, ki je bilo izrečeno, vendar kljub temu je potreba teh ljudi, da so vključeni, da to spremljajo, večja kot morebitna ta težava, ki jo izpostavljajo tisti, ki bi to lahko rešili. Zato se bom kot predsednica Državnega zbora zavzemala, da se bodo seje Državnega zbora kot prve podnapisovale za gluhe in naglušne, da bodo lahko res aktivno spremljali in reagirali takoj, ko bodo zaznali, da prihaja do posega v njihove pravice ali pa da se njihove pravice drugače urejajo. Mednarodnem dnevu invalidov želimo izpostaviti predvsem dve ključni zadevi, ki najbolj sta pereči na področju gluhih in naglušnih. Prvo je implementacija ustavnega člena o sistemskem financiranju razvoja slovenskega znakovnega jezika, ter druga zadeva je dostopnost. Dostopnost do informacij in komunikacij za vse skupine oseb z izgubo sluha. Izredno smo počaščeni, da je ob sprejemu treh predsednikov, najvišjih predstavnikov države, predsednik Republike ravno izpostavil velik dosežek pri umestitvi 62.a člena ustave in tudi v povezavi z dostopnostjo do informacij in komunikacij. Osebe z izgubo sluha predvsem želijo, da imajo gluhe osebe dostop do znakovnega jezika s pomočjo tolmača in naglušne osebe dostop do sprotnih podnapisov v živo. Tehnologija to omogoča in želimo si, da bi ob mednarodnem dnevu invalidov osebe z izgubo sluha imele občutek enakopravnosti in polne vključenosti.
tem smo imeli še priložnost, da smo predsednici Državnega zbora Urški Klakočar Zupančič pokazali, katero kretnjo za njeno ime smo izbrali v skupini za razvoj slovenskega znakovnega jezika. Nekaj, kar je stopajoče, zato smo se dogovorili, da vaša kretnja je taka. Ja, hvala lepa. Ker vedno nas Hvala lepa. Najlepša hvala.